V času, ko se vsi staramo, ljudje namenjamo vedno več pozornosti tudi mladostni energiji in telesni vitalnosti. Različne obveznosti in življenjske preizkušnje od nas zahtevajo veliko energije, včasih celo več, kot jo imamo na voljo. Danes se bova s Petrom, diplomiranim dietetikom, pogovarjala o različnih prehranskih nasvetih, pa tudi o tem, kako ohranjati čim več telesne in mladostne energije. Peter, zdravo. Živjo. Želja po mladosti je torej želja vseh nas. Kdaj pa je dobro začeti skrbeti za našo mladost? Ja, v bistvu eno zanimivo dejstvo je, in sicer pač to, da se začnemo starati že takoj, ko se rodimo. Tako da, tukaj zdaj dejansko res apeliram na vse starše, na vse, ki bojo bodoči starši, dedke, babice, da pač res probajo svoje otroke že v ranem otroštvu naučiti enih takih dobrih, zdravih navad. Ker če se otrok že v otroštvu nauči tistih dobrih navad, potem to veliko lažje prenese potem tudi kasneje v odraslo življenjsko dobo. In zdaj tukaj bi izpostavil nekaj stvari. Prva stvar je zdrava, uravnotežena prehrana. Zelo pomembno je, da otroke naučimo o zdravi prehrani, o zdravi izbiri živil, pa da tudi v bistvu otroke navadimo na te različne okuse, zato da bojo potem kasneje v odrasli dobi veliko lažje pač probavali tudi nove stvari. Potem je tukaj telesna aktivnost. Telesna aktivnost je zelo pomembna zato, da ljudje razvijemo svoj kostno-mišični sistem, da razvijemo vse te mišice kosti, da bomo krepki, da bo ta struktura dovolj fleksibilna za vse kasnejše telesne izzive, ki jih bomo imeli pač v odrasli dobi. Potem je pa tukaj v bistvu še ena stvar, in sicer obvladovanje stresa. Ljudje, ki razvijajo take dobre načine, kako obvladovati svoj stres, izžarevajo veliko boljšo tako mladostno energijo, kot pa rečemo tisti ljudje, ki za reševanje svojih teh stresnih situacij uporabljajo kakšne rešitve, ki niso toliko zdrave za telo, ampak v bistvu naredijo samo en tak kratkotrajen moment rešitve. Poglejva dobre rešitve, ki prinašajo mladostno energijo. Na primer pri prehrani. Kaj je tisto, kar nam lahko pomaga? Ja, pri prehrani bi se osredotočil predvsem na 3 hranila, in sicer prehranske vlaknine, omega-3 maščobne kisline in pa polifenole. To so pač rastlinske zaščitne molekule. Če kar začnem s prehranskimi vlakninami, prehranske vlaknine so ključnega pomena za našo zdravo prebavo, za našo zdravo črevesno mikrobioto. In v bistvu te prehranske vlaknine se v procesu presnove oziroma prebave s pomočjo bakterij pretvorijo v kratkoverižne maščobne kisline. Te so pa ključnega oziroma glavnega pomena za zdravje naših črevesnih celic in pa naše črevesne sluznice. In dajo tudi v bistvu nekakšno vrsto energije za življenje. In vsi vemo, da je pač zdrava prebava eden tak ključni moment tega, da se mi res dobro počutimo in da pač izžarevamo eno to mladostno energijo. Potem so tukaj še omega-3 maščobne kisline. Omega-3 maščobne kisline so eden najpomembnejših sestavnih delov, to se pravi teh naših celic oziroma celičnih membran. To se pravi, če imamo dobre, zdrave celične membrane, potem imamo tudi zdrave celice. In potem v bistvu zraven teh, to se pravi omega-3 maščobnih kislin, so običajno vedno vključeni tudi različni vitamini, ki so v maščobah topni, in te so pa tudi zelo pomembni za tale naš, to se pravi za ohranjanje imunskega sistema. No, potem pa še polifenoli so rekla. Polifenoli so pa zaščitne rastlinske molekule, ki imajo predvsem ta antioksidativen učinek na telo. To se pravi, nas varujejo pred notranjim oksidativnim stresom, pred zunanjimi stresnimi učinki, pa tudi v bistvu potem poskrbijo v primeru, da pride že do kakšnih vnetij v telesu, da se ta vnetja nekoliko umirijo.
kar potem pomeni, da ima telo več energije, a ne, za pač naše prostočasne aktivnosti. Ne. Torej, res ni iz trte zvito dejstvo, ki pravi, da je treba uživati veliko sadja, zelenjave, različnih oreščkov in pa seveda mediteranske ribice. Točno tako je, ja. Ali obstaja tudi kakšna kakovostna pomoč, ki bi nam pomagala doseči zadostno uživanje omenjenih hranil? Seveda obstaja, ne. Tudi pri podjetju Eubioma imamo kar nekaj takšnih prehranskih rešitev, ne, ki nam pomagajo pač doseči to mladostno energijo, ne. In v bistvu začel bi kar z Neutosilom. To je nekakšen kompleks, to se pravi polifenolov in vitaminov, a ne, ki imajo močan antioksidativen učinek. A ne. In v bistvu te polifenoli, ki so rastlinskega izvora, a ne, dejansko telo obvarujejo pred različnimi vnetji in pa pred tem notranjim oksidativnim stresom, a ne, kar se potem na koncu v bistvu pozna tudi na zaščiti teh naših celic, a ne, kar se vidi na lepi koži in tako naprej, zato da pač lahko izžarevamo to mladostno energijo, ne. No, potem je pa tukaj še izdelek Asta Omega 3, a ne, ki pa predstavlja eno tako terapevtsko dozo teh zdravih omega 3 maščobnih kislin, ki so, to se pravi, nujno pomembne za naše celice, a ne, in pa tudi v bistvu so sestavni del naših možganov, a ne, in zelo pomembne za zdravo srce in ožilje. Ja, in omega 3 maščobne kisline so tudi zelo pomembne za zdravje žensk, ne. In sicer omega 3 maščobne kisline nekako pomagajo pri uravnavanju teh ženskih hormonov, a ne, kar se potem v bistvu pozna pri obvladovanju teh menstrualnih ciklov, pa tudi potem kasneje, ne, pri prehodu v menopavzo, tako da zelo zanimiva zadeva. Zelo. Peter, kaj pa kakšna rešitev za povečanje energije, količine energije recimo? Ja, tukaj bo pa ena taka prava rešitev, tale naš NADH. Poznam. No, evo, v glavnem, tale NADH, ne, je pa v bistvu telesu lastna snov, deluje kot nekakšen koencim in v bistvu pomaga tem našim celičnim mitohondrijem pri proizvodnji te naše celične energije, ne, ki pravimo tudi ATP energija, ne. ATP energija je pa v bistvu ključnega pomena za delovanje teh naših notranjih organov, a ne. Največja porabnika pa sta predvsem srce in pa možgani, a ne. Kar pač potrebujemo zato, da lahko dobro razmišljamo, dobro živimo, delamo, a ne. No, potem je pa tukaj še ena stvar glede NADH-ja in sicer anti-aging efekt, ne. NADH je v bistvu ima dokazan ta anti-aging učinek, a ne, kar pomeni v bistvu, da pomaga ohranjati to dolžino naše DNK molekule, a ne. To se pravi, DNK molekula se pač s starostjo krajša, ne, in pač če imajo celice daljšo življenjsko dobo, potem se tudi v bistvu tale naša DNK veriga počasneje krajša, kar v bistvu potem pripomore k temu, da dlje časa ohranjamo to svojo mladost, a ne. Torej, od povečanja energije do anti-aginga, tega ne bom kar jaz vzela, prav ga mi daš. Dam. No, v glavnem je pa tudi res tako, ne, da se ta NADH res čisto enostavno tudi zaužije, ne. V bistvu imamo ga v obliki takih majhnih tabletk, lingvaletke jim rečemo, a ne, ki jih damo v bistvu pod jezik in se potem te lingvaletke s pomočjo sline raztopijo in se potem ta NADH vsrka skozi to sluznico v krvni obtok, ne, in potem že začne delovati, ne, in pač dobimo to naš vir energije, te ATP energije, a ne. Bi pa tudi, a ne, vse povabil na našo spletno stran www.eubioma.si, kjer si lahko preberete različne te učinke, ne, ki so jih pač tega NADH-ja, ki so jih povedali ljudje v našem sektorju za mnenja, a ne. Tako da, če pa nekako povzamem, a ne, res ljudje običajno vedno povejo, kako dobro jim pomaga ta NADH pri ohranjanju zbranosti, koncentracije za svoje delo, pa tudi v bistvu pri telesni aktivnosti, a ne, da v bistvu nekoliko dlje časa zdržijo pri tem svojem delu oziroma pri športanju.
Odlično. Peter, hvala za vse današnje koristne informacije. Jaz sem prepričana in seveda upam, da bodo najni gledalci vsaj kakšen nasvet vzeli za tistega pravega in ga tudi upoštevali. Hvala še enkrat. Ja, malenkost, Nataša. Res je zanimivo, kako malo je potrebno, da pridemo do tega vira energije, oziroma do te mladostne energije in do te izžarevanja mladosti, ki si ga vsi tako zelo želimo.